Lepo pozdravljeni. V Novi Sloveniji smo zakon o osebni asistenci, ki smo ga vložili in je bil seveda tudi sprejet, želeli omogočiti čim bolj samostojno in kvalitetno življenje najtežjim invalidom. Želeli smo s tem zakonom, da bi se lahko njihovo življenje dejansko izboljšalo, da bi se vključili v družbo in ta zakon jim je to omogočil. Želim poudariti, zakon o osebni asistenci je invalidom izboljšal življenje. Smo pa današnjo konferenco novinarsko sklicali zato, da opozorimo, da se je pri izvajanju tega zakona so se pojavile določene zlorabe. Zaradi tega smo vložili tudi sklic nujne seje v Državnem zboru, kjer seveda od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, invalide in enake možnosti pričakujemo pojasnila, zakaj je prišlo do zlorab in na kakšen način izvajajo nadzor nad izvedbo zakona, ter da se zlorabe tudi odpravijo. Še enkrat želim poudariti, se mi zdi, kar je najpomembnejše. Zakonom, ki ga je Nova Slovenija vložila o osebni asistenci, se je življenje invalidom izboljšalo. V samem sklicu nujne seje Državnega zbora smo predlagali 4 sklepe in naj jih na kratko navedem, da Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide poziva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v roku 3 mesecev opravi podrobno analizo izvajanja osebne asistence v letu 2019 in o tem obvesti Državni zbor. Da nemudoma zagotovi kadre za izvajanje učinkovitega nadzora nad izvajalci osebne asistence. Da z novelacijo zakona o osebni asistenci do 30. junija 2020 uveljavi primerne varovalke, da do zlorab zakona ne bi več prihajalo in da bi kršitelje učinkovito odkrivali in sankcionirali. Da pred pričetkom parlamentarnih počitnic 2020 poroča odboru o izvedbenih ukrepih, se pravi dopolnitev kriterijev za pridobitev osebne asistence, dopolnitev programa za usposabljanje, izvajanje nadzora in stanju na področju izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji. To želimo, da se ministrstvo tudi do naših predlogov opredeli, predvsem pa res, da nam pojasni, kakšen je bil nadzor nad izvajalci, nad samo izvedbo zakona o osebni asistenci. Da pa je zakon res omogočil kvalitetnejše življenje invalidom, pa bo seveda tudi potrdila moja današnja sogovornica, gospa Elena Pečarič. Izvolite. Hvala lepa. Ja, jaz sem, veste, že več kot 20 let aktivistka in borka za neodvisno življenje hendikepiranih. Tudi zakon o osebni asistenci ima bogato, pestro zgodovino in naposled ga je Nova Slovenija vložila v parlament. Seveda je zakon, jaz sem zelo kritična, bom rekla, da je najboljši na svetu, kljub številnim pomanjkljivostim, in mi zopet opozarjamo glasno, jasno in odločno, da se morajo odpraviti. Sicer bo finančno stanje tega zakona pač bo uničilo sam zakon in tudi namen tega, ker nam je bila smisel vsega neodvisno življenje posameznika, ne pa reševanje socialnih stisk družin in njihovih sorodnikov. In tukaj je treba narediti precej popravkov, varovalk. Kot je rekla gospa Dimic, mi smo tudi konkretno že lani predlagali rešitve, ki pa žal Ministrstvo za delo ni bilo pripravljeno jim prisluhniti, ne dovolj odločno in ne dovolj konkretno. V želji, da preprečimo
zlorabe, tudi do posameznikov, uporabnikov, ki so zdaj mogoče ujetniki prav biznisa v družini in seveda drugih ne temu namenjenih denarnih sredstev, je treba tukaj vzpostaviti nadzor, treba je tudi uravnovesiti člane strokovnih komisij, ki dostikrat ne vejo niti kaj ocenjujejo, kajti izobraževanja glede koncepta so bila zelo slabo pripravljena. Trdimo, da je ocenjevalcev bistveno preveč in da so nestrokovni, nekompetentni. Tudi orodje bomo spremenili, ga spreminjamo skupaj z Inštitutom za socialno varstvo. Skratka, veliko stvari se pripravlja, je pripravljenih, smo pa veseli, da bo širši nadzor nad to storitvijo. Nenazadnje imamo tudi na vidiku dolgotrajno oskrbo, ki pa v določenih primerih je nekako presečišče tudi osebne asistence in je potrebno z javnim denarjem ravnati preudarno in strokovno, da se ne bo podvajalo, da ne bo zlorab in da bo jasno, za koga je kaj. Hvala. Mislim, da je gospa Elena Pečarič uporabnica osebne asistence in seveda ena izmed najboljših poznavalk tudi in občuti tudi, kakšne zlorabe se dogajajo. In mislim, da je seveda prav, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in invalide prisluhne tako nam, ki smo zakon pripravili in vložili v sprejemanje, kot tudi samim uporabnikom, še posebno, če na zlorabe in nepravilnosti opozarjajo že kar eno leto. Mislim, da je eno leto tudi čas, ko zakon velja, da se lahko opravi tudi evalvacija in da se odpravijo pomanjkljivosti, tudi v luči finančne vzdržnosti osebne asistence. Tako, finančne in vsebinske, to je vedno povezano. Tudi mnogi izvajalci, bom rekel, še vedno nimajo pojma, kaj je osebna asistenca, ker tega ministrstvo ni zahtevajo. Oni so pač podajali, kako bi rekla, ne koncesije, ampak dovoljenje SP-jevcem po tekočem traku. In tukaj je velika napaka. Odprla se je neka Pandorina skrinjica, ki jo bo zdaj zelo težko zapreti in spraviti v red. Jaz čutim tudi etično odgovornost, ker, kot rečeno, se že toliko let borim za to pravico, ki je v skladu s konvencijo o pravicah invalidov in me boli dobesedno, da se to tako zlorablja v res neprave namene. Tudi mogoče rečem, da jaz sem velikokrat preko družbenih medijev napadana zaradi moje rigoroznosti, ampak nič hudega. Pač se čutim, kot rečeno, dolžna, da opozarjam tudi na te zlorabe. V Novi Sloveniji pa čutimo dolžnost, da se seveda odzovemo kot tisti, ki smo zakon predlagali in vložili, da vendarle ministrstvo pogleda, kje prihajajo do zlorab, naredi nadzor in seveda zakon izboljša, da bo zakon res bil namenjen najtežjim invalidom in jim omogočal samostojno, kvalitetno življenje. To je tudi namen bil zakona in tudi sklic nujne seje v Državnem zboru. Hvala. Ja, hvala.